Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi komentar velike nagrade Kitajske. Poglejmo si skupaj, kaj se je zgodilo na sami dirki in tudi po njej. Ponedeljek je čas za komentar velike nagrade svetovnega prvenstva Formule 1 in tokrat je na vrsti dirka na Kitajskem. Videli smo kar precej dogajanja na progi, ampak tudi po zaključku same dirke se je zgodilo marsikaj, recimo temu zanimivega. In začnimo s tistim, kar nam je pokazala sama dirka za veliko nagrado. Najprej, da ima McLaren s svojim MCL 39 določeno prednost pred konkurenco. Ne moremo trditi, da je njihova prednost takšna, kot smo jo videli naprimer pri Red Bullu in njihovem RB19. Ampak po drugi strani, na dveh dirkah za veliko nagrado so lepo dosegli zmago in na edinem sprintu do tega trenutka seveda udobno drugo mesto. A ne smemo tu pozabiti, da je bil Oscar Piastri skozi celoten vikend verjetno stopničko nad vso konkurenco. Videli smo, naprimer, da Lando Norris niti za trenutek ni bil sposoben ogroziti svojega moštvenega kolege. In tu izhaja tisto moje osebno prepričanje, da je letos Oscar Piastri voznik, na katerega moramo biti pozorni. Seveda si Lando Norris želi postati svetovni prvak. Vseh 20 na štartnem razporedu ima dobesedno enake ambicije. Ampak menim, da je vsaj psihološko karakterno Oscar Piastri tisti, ki ima v tem trenutku nekaj več. V Avstraliji je napravil napako, ampak tokrat na Kitajskem je pokazal, da je boljši od Norrisa. Zaostaja v tem trenutku približno za 10 točk za svojim moštvenim kolegom, ampak letošnja sezona je še prekleto dolga. In videli bomo, kako se bodo zadeve začele razpletati. Oscar Piastri je veliko nagrado Kitajske vodil od začetka do konca. Lando Norris se je že po samem štartu prebil na drugo mesto in lahko bi dejali, da je imel žal v samem zaključku dirke težave z zavornim sistemom. Tako da smo bili pravzaprav prikrajšani za nek boj, kar se tiče samega zmagovalca. A v ozadju se je dogajalo marsikaj zanimivega. Ne smemo tu pozabiti na Georgea Russella, ki je bil zopet tretji in je na dirki pokazal, da je učinkovit, da zna pripeljati domov rezultat, ampak da je mogoče zopet karakterno, malček preveč prijazen, malček preveč čist, malček premalo hudoben. V dveh dvobojih z Landom Norrisom je popustil. Nisem prepričan, da z njegovim Mercedesom bi lahko zadržal McLarena, ampak malce bolj bi vseeno lahko zaprl vrata. A moje videnje, ne smemo mimo dejstva, da George Russell je dosegel rezultat in se je izognil nepotrebnim trkom, nepotrebnim nevarnim situacijam. In tudi to šteje. Videli smo v bistvu največji dvoboj, kar se tiče dogajanja na progi, seveda v borbi za 4. mesto. Tu je Max Verstappen, ki je imel, bodimo iskreni, rahlo porazen začetek dirke, v zadnjem delu pokazal svoj talent in dohitev ter prehitev samega Charlesa Leclerca. Lahko bi dejali, da Max Verstappen v tem trenutku kaže bistveno večjo sposobnost, kot jo je
nekako pripravljen pokazati njegov Red Bull RB21. Mnogi so pravili, kako Max letos ne bo tam spredaj, kajti pri Red Bullu niso pripravili tako dobrega bolida kot v predhodnih sezonah. Ampak, če smo iskreni, Max Verstappen do tega trenutka je na lestvici, kar se tiče voznikov, na drugem mestu. In tudi to nam nekaj pove. Najbolj seveda dejstvo, da Maxa Verstappena kar tako a priori izključiti ne smemo. Ne iz morebitnih napovedi za naslednje dirke, kot tudi ne dokončno iz tistih bojev za sam naslov. Čeprav do tega trenutka ima McLaren prednost, ampak smo prepričani, da bo po veliki nagradi Španije situacija še takšna. Sedaj, če smo nekako na hitro obdelali, seveda McLaren, Red Bull, delno Mercedes, kaj bi dejali o Ferrariju? Pričakovanja so bila izjemno visoka. Lewis Hamilton je lahkotno zmagal sobotni sprint. In mnogi navdušenci so upravičeno pričakovali nekaj podobnega tudi v nedeljo. Ampak videli smo vse kaj drugega od tistega, kar smo pričakovali. Prva točka, pri kateri se moramo ustaviti, je trk med Charlesom Leclercem in Lewisom Hamiltonom. Drugi na 2 dirkah za veliko nagrado. Toliko o kolegialnosti, toliko o sodelovanju. In treba je povedati, da je bil v obeh primerih Charles Leclerc tisti zadaj. Kar se tiče kolegialnosti, kar se tiče sodelovanja, bi morali v tem trenutku res pohvaliti Lewisa Hamiltona. Zakaj? Verjetno je marsikdo izmed vas zasledil, kako so pri skuderiji Ferrari dobesedno zaukazali menjavo mest med Hamiltonom in Leclercem. Tako so nam predvajali tisti, ki so za to odgovorni, režija oziroma Formula One management. Ampak izpustili so glavni del. Prvi stavek, ki ga je izrekel Lewis Hamilton, torej dejstvo, da je počasnejši in da bi bilo bolje zamenjati mesta. In nad tem se je upravičeno pritoževal Frederic Vasseur. Dejal je, da ni bilo pošteno, kako so skuderijo Ferrari prikazali v mednarodnem prenosu, in z njim se strinjam. Namreč režija je po nepotrebnem ustvarjala neko izumetničeno dramo. Lewis Hamilton je videl, da njegov moštveni kolega bi lahko dosegel rezultat, in zato mu je dal možnost. Smo prepričani, da bi se kaj takega zgodilo, tudi če bi bili vlogi zamenjani? Ne vem, upajmo, da v bližnji prihodnosti bomo videli tudi to. A na koncu smo seveda zapazili, da je bil Charles Leclerc 5., Lewis Hamilton 6. Vsaj do diskvalifikacije, ki je bila po mojem videnju sramotna. Za ekipo, ki ima prestiž skuderije Ferrari, je bilo to pod vsemi pričakovanji. In zavedati se moramo, da oba bolida sta bila izključena zaradi različnih kršitev. Charles Leclerc je imel maso bolida pod tisto minimalno dovoljeno. Lewis Hamilton je preveč obrabil distančnik na samem dnu. Če beremo isto uradno izjavo, tisto opravičilo skuderije Ferrari, je vsaj po mojem videnju dokaj patetično. Res? Charles Leclerc je dirko opravil z enim samim postankom in je mogoče imel višjo obrabo kot Lewis Hamilton. Ampak z enim postankom so opravili praktično v večini primerov med tistimi, ki so dirko končali. Ampak razen Pierrea Gaslija in Charlesa Leclerca, nihče ni bil pod tisto dovoljeno maso. Lewis Hamilton je po drugi strani preveč obrabil isto leseno distančno ploščo na dnu, in tu bi vas rad spomnil na veliko nagrado Združenih držav iz sezone 2024,
sta bila izključena prav Charles Leclerc in Lewis Hamilton zaradi prevelike obrabe same distančne plošče. Ampak recimo temu zgolj slučaj. Takrat je bil Lewis Hamilton še pri tovarniški ekipi Mercedes. Če sedaj malce potegnemo črto, bi lahko prišli do zaključka, da pri skuderiji Ferrari morda, in ponavljam morda, imajo kakšne težave pri samih obesah, vzmetenju, kajti tako prevelika obraba pnevmatik kot to, da je Lewis Hamilton dobesedno drsal z dnom po tleh, nam kaže, da v tej točki, kjer so največje novosti modela SF-25, morda vse ni v najlepšem redu. In nekako je bilo tudi pričakovano, namreč pull rod na prednji obesi je nekaj, kar zahteva tudi nastavitve, tudi premike, ki so pa žal letos onemogočeni. Tako da videli bomo, kaj se bo zgodilo v bližnji prihodnosti, ampak zaenkrat SF-25 je pod pričakovanji in predvsem skuderija Ferrari ni pokazala tistega, kar bi morala ekipa, kot so oni. Pričakujemo lahko, da takšne napake se dogajajo na primer Alpinu, ampak ne Ferrariju, ne z obema bolidoma, ne zaradi dveh različnih zadev. Marsikoga izmed vas je verjetno tudi zmotilo, da je bil za voznika dneva izbran Andrea Kimi Antonelli. Nekateri bi raje videli Leclerca, drugi na primer Olija Bermana in še bi lahko naštevali. A če smo pravzaprav iskreni, med tistimi vozniki, ki so v ekipah z ogromno sledilci, je prav mladi Italijan praktično ime, ki je najbolj upravičen do tega naslova. Treba je poudariti, da se meni osebno zdi naslov voznika dneva nekaj, kar bi lahko tudi ukinili. Ampak verjamem, da od doma navijači navijajo za tistega, ki jim je bolj všeč. Lahko bi dejali, da na primer Oscar Piastri, ki je zmagal dirko, ni pokazal nič kaj takega. In Andrea Kimi Antonelli na prvi dirki veliki nagradi Avstralije, na sprintu tu na progi v Šanghaju in seveda na nedeljski dirki je prišel do točk. Generalno gledano je pokazal ogromno, ampak na dirki bi lahko dejali, da je bil najboljši izbor med slabimi možnostmi. A pustimo sedaj to, namreč, čeprav bi Oli Berman si zaslužil tak naslov, ekipa Haas nima dovolj simpatizerjev, nima dovolj sledilcev, da bi se kaj takega zgodilo. Ampak bodimo iskreni, Daniel Ricciardo je dobil ta naslov kot neke vrste poslovilno nagrado na svoji zadnji dirki. Toliko o vrednosti vsega skupaj. A če smo govorili sedaj o Andreji Kimiju Antonelliju in o Georgeu Russellu, moramo dodati nekaj, da Mercedes kljub temu, da so ga mnogi postavljali v ozadje tja na 4. mesto, je sedaj udobno drugi med konstruktorji, kar je, bodimo iskreni, rahlo presenečenje. A omenil sem že ekipo Haas in točke tako za Ocona kot za Bermana. Res dober rezultat, ki se je še izboljšal po diskvalifikaciji obeh Ferrarijev. In tudi oba voznika ekipe Williams sta prišla do točk, seveda Carlos Sainz mlajši je zasedel tisto 10. A bodimo iskreni, v tem trenutku na konstruktorski lestvici je Williams pred Ferrarijem. Imajo enako število točk, ampak pri Williamsu so do sedaj dosegli na dirkah za veliko nagrado boljše mesto. In to ni tako laskav rezultat za ekipo iz Maranella. In če smo še malce bolj pikri, ne smemo mimo dejstva, da Lance Stroll, toliko kritizirani Lance Stroll, je do tega trenutka dosegel 10 točk. In to je več kot Charles Leclerc ali pa Lewis Hamilton. In za ekipo Aston Martin do tega trenutka je edini, ki je prinesel točke, kar se tiče konstruktorskega prvenstva. Torej,
kljub temu, da imajo Fernanda Alonsa, je Lance Stroll na prvih dveh velikih nagradah njihov najboljši voznik. Mnogokrat sem trdil, da Lance Stroll je soliden voznik, nič posebnega, ampak soliden. In da si ne zasluži vseh tistih kritik, ki jih nekateri, imenujemo jih poznavalci, izrečejo. Namreč na štartnem razporedu smo videli bistveno slabše od tistega, kar nam je mnogokrat pokazal Lance Stroll. Samo njega se lahko nekako tako za zabavo kritizira. A če smo sedaj pri tistih tam pri dnu, ne moremo mimo Liama Lawsona, ki je ponovno razočaral. Mnogi navdušenci in predvsem navijači Red Bulla so ga pričakovali vsaj med dobitniki točk. In takoj po dirki za veliko nagrado so prišle na dan govorice, da ga bodo že na naslednji dirki, torej veliki nagradi Japonske, zamenjali z Yukijem Tsunodom. Če se spomnite, že v lanski sezoni sem bil skeptičen glede menjave Pereza. Dejal sem, s komerkoli bodo Pereza zamenjali, rezultati ne bodo bistveno drugačni. In tu v tem trenutku poudarjam, da Tsunodi privoščim, da bi bil boljši od Lawsona v Red Bullu. Ampak realno gledano, ali smo prepričani, da bi lahko bil tam poleg Maxa? Jaz ne. In verjetno ste zasledili marsikatero hvalnico Isaku Hadjarju. Sam njegovo kariero spremljam iz Formule 3, iz Formule 2. In zopet tu podobna zgodba kot pri Strollu. Hadjar je talentiran, je soliden, spada v Formulo 1, ampak ni nič izjemnega. Ni Oliver Behrman, ni Andrea Kimi Antonelli. Mogoče ni niti Gabriel Bortoleto. In zato neke hvalnice v vozniku, ki se mu je res zgodila neljuba napaka na prvi dirki, ni treba kovati. Namreč Hadjar se bo lahko rešil iz dane situacije ali ne. Lahko bo splaval, lahko bo potonil, ampak o tem, kakšna bo njegova kariera v Formuli 1, ne bom odločil jaz in na žalost ne boste odločali niti vi. Temveč Helmut Marko in Helmut Marko v zadnjih letih je mnogokrat pokazal, da racionalne odločitve kdaj pa kdaj zapustijo njegove misli. A tudi o tem bomo bolj podrobno verjetno govorili kdaj drugič. Tako lahko bi dejali, da nam je velika nagrada Kitajske pokazala marsikaj. Prvič, da je McLaren tisti prvi favorit, kjer sam vidim Piastrija, vsaj do sedaj v rahli prednosti pred Norrisom, čeprav lestvica lahko kaže drugačno sliko. Da ne smemo kar a priori izključiti ne tovarniške ekipe Mercedes z obema voznikoma in predvsem ne Maxa Verstappena. Manjka jim izjemno malo in napaka pri McLarenu in seveda dobra proteza pri zasledovalcih bi lahko situacijo obrnila. Scuderia Ferrari je velika uganka. Pred samim začetkom prvenstva so se sami postavljali v tisto vlogo prvega izzivalca. No ja, kdor sledi Formuli 1, bi lahko tudi dejal, da je nekaj takega že stalnica. Ampak po dveh dirkah vidimo, da je več težav kot istih prednostih, ki jih imajo. In pri voznikih bi lahko dejali, da so težave še najmanjše. Največje vidim pri kadrovski zasedbi v sami Scuderiji, na tehničnem, kot tudi na onem športno-strateškem položaju. A o tem bolj podrobno kdaj drugič. Za zaključek si moramo ogledati še malce napovedi strategij in seveda ono, kar so ekipe v resnici pokazale naproti. Podobno kot pri Pirelliju sem tudi sam napovedal, da bo velika nagrada Kitajske z dvema postankoma. Če primerjate moje napovedi s tistim, kar so objavili malce kasneje pri italijanskemu dobavitelju pneumatik, boste videli, da gre za podobno razmišljanje.
Le na nekaj bi vas rad opozoril. Pri Pirelliju so bili malce preveč optimistični pri trajanju, na primer, dela dirke na pnevmatiki medium, na primer v njihovi prvi strategiji. Če bi nekdo s pnevmatiko medium odvozil 20 krogov na začetku velike nagrade Kitajske, bi nato z pnevmatiko hard odvozil bistveno krajša dela. Torej, s pnevmatiko medium bi vozili več časa kot dvakrat z pnevmatiko hard v posameznem delu, kar je meni osebno nelogično. A pustimo sedaj to. Če pogledamo rezultate, ki smo jih videli na progi, bomo videli, da tako inženir pri Pirelliju kot tudi jaz sam nismo imeli prav. Dirka je bila z enim samim postankom. In seveda zgodil se je tam med 14. in povprečno 16. krogom, kar je v skladu z mojimi napovedmi, ampak menil sem, da pnevmatika hard ne bo zdržala tam do 56. kroga. A kot vidite, motiti se je človeško. Rad bi poudaril, da Lewis Hamilton, ki je imel strategijo z 2 postankoma, se je ustavil približno skoraj do kroga natančno tam, kjer sem napovedal tudi sam. In če smo iskreni, sam sem bil doma. Na razpolago sem imel podatke, ki jih lahko najde vsakdo izmed vas. In že to, da je bila moja napoved dokaj podobna tisti, ki so jo objavili pri Pirelliju, je po mojem videnju dober rezultat. Ampak kaj se bo zgodilo v bližnji prihodnosti, bomo videli skupaj. Namreč pred nami bo že kmalu na vrsto prišla velika nagrada Japonske in tam se začne vse znova. A kar se tiče komentarja velike nagrade Kitajske, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.